lepa. Vesela sem, da sem že slišala nekaj primerkov, preden se vam uspemo še mi predstaviti, ker smo se pravzaprav za svojim programom postavili na čisti začetek. To, kar je že Saša omenil pred mano, da pravzaprav najprej spoznam mentor sam sebe, da se oceni, če sploh je mentor, kaj to sploh pomeni biti mentor, kakšne obveznosti ima, kakšna oseba mora biti, kakšna znanja mora imeti. In v nadaljevanju, kako naj potem deluje napram mentorirancu oziroma kako tudi mentoriranca oceni, na kakšen način, kako ga bo potem, mislim, da bo vedel, kakšen pristop mora imeti do njega in seveda potem kakšen program bo uporabil oziroma kakšne učne smernice. Skratka, v našem osnovnem programu, ki je namenjen pravzaprav programu mentorjev v organizacijah. Mi smo dali termin organizacija, s katerim smo zajeli tako gospodarske družbe kot javne institucije, ker pravzaprav pri nas se odvijata dva mentorska programa. En mentorski program poteka preko modela učečih organizacij. Verjetno vas večina v tej dvorani ve, da smo organizacija, ki se ukvarjamo s certificiranjem učečih se organizacij in tukaj seveda se dotikamo tudi mentorskih programov, ki so izjemno pomembni. Drugo pa je projekt, ki ga vodimo na globalni ravni in se imenuje Ambasadorji znanj. V tem projektu pravzaprav ambasadorji poiščejo dobre talente in seveda, da ustvarimo dober talent, da to nekdo postane, seveda lahko postane s pomočjo nekega mentorja. Naši mentorski programi potekajo dvakrat letno, najprej septembra, takrat, ko pričnemo tudi z certifikacijskimi postopki in potem še enkrat po novem letu ga ponovimo za vse tiste, ki se še pač niso takrat uspeli usposobiti. Zdaj, kaj v programu pravzaprav ponujamo? V programu ponujamo in povemo, kakšen je pomen mentorja in njegove kompetence, ki jih mora imeti, kot sem že omenila, in ga seznanimo z etičnim kodeksom. To je nekaj, kar smo pravzaprav postavili že v začetku. Mi smo te lističe tudi razdelili med vas, da razdelimo z vami naše mnenje, kaj to za nas je etični kodeks in bomo seveda po tem dogodku odprti za vse vaše predloge, da ga morda obogatimo, nadgradimo, se kjerkoli v tem smislu tudi povežemo, kar se mi zdi pomembno. Vzpostavili smo ga pa zakaj? Ker pravzaprav povezujemo mentorje v podjetjih, kakor tudi mentorje, ki delujejo na fakultetah. In ker praksa kaže, da ti dvoji niso vedno na istem bregu, se kjerkrat zgodi, da pravzaprav nek študent, dijak, kakorkoli, ki ustvarja nek pisni izdelek, lahko dobi neko informacijo zelo hitro, želi nadaljevati, pa potem z druge strani od mentorja ne dobi odgovora karkoli in smo kar postavili neka pravila, nek kodeks, ki mentorja zavezuje, da če se pač gre mentoriranje, da ga upošteva. Tako da bom hvaležna vsem, če nam boste poslali kakršnekoli predloge, ni pa seveda to obvezno. In seveda v nadaljevanju jim ponudimo vsem orodje, s katerim razvijajo delo za mentoriranca oziroma program. Mi smo ga opisali tudi v našem mentorskem priročniku, ki ga lahko, če kdo želi, pač dobi pri vhodu. Napisan je 19-dnevni program, preko katerega mentor mentoriranca vodi ga po dnevih, potem ga seveda na koncu tudi oceni. Upoštevali smo Likartovo lestvico ocenjevanja in seveda potem dobi neko oceno njegovega dela in pa seveda tudi rezultate. Zakaj naj bi podjetja oziroma organizacije imele mentorje? Pravzaprav zato, ker, tako kot sem že povedala v mojem pozdravnem nagovoru, zato ker podjetja pričakujejo, da mladi, ki prihajajo in vstopajo v njihovo organizacijo, že nekaj znajo. Nekaj seveda zagotavlja učni program, tako kot je povedal gospod Sašo in bo za mano verjetno še gospa z obrtne zbornice. Pravzaprav mi imamo zakonsko opredeljene programe, ki predpisujejo, kaj morajo pravzaprav v šoli narediti, da lahko napredujejo v naslednji letnik.
vse ostalo pa je potem pravzaprav na mentorjih v podjetjih. Tole pa neka osnovna definicija, ki smo jo sprejeli tudi takrat, ko smo sprejemali kodeks, in sicer, da kdo sploh je lahko mentor, to pač pravzaprav tudi v Sloveniji nimamo predpisano, to definicijo smo takrat tudi poslali pravzaprav na ministrstva, kjer smo pač rekli, da bomo spodbujali sodelovanje in povezovanja in smo pač opredelili, da je lahko to vsak posameznik, ne glede na starost, spol, versko ali politično pripadnost, da je to lahko moški ali ženska, in kasneje smo seveda to nadgradili, da mentor ni potrebno, da je ravno starejši od mentoriranca, da je lahko tudi v nasprotni smeri, predvsem zaradi določenih tehničnih in pa IT tehnoloških znanj, kakorkoli, ker vemo, da nas tukaj mladi prehitevajo po levi in desni in da smo vedno korak za njimi, tako da verjetno bi mogoče tudi vsak od nas rabil kakšnega takšnega mentorja. Kodeks sem vam že omenila. Pravzaprav veščine, kakšen je mentor, kakšne kompetence mora imeti in kakšen je psihološki pristop, kako se mora oceniti, pa bi zdaj kar prepustila kolegici Jani Šušteršič, ki je strokovnjakinja na tem področju in pravzaprav tudi pri nas izvaja ta program, da vam bo povedala, kaj točno to pomeni. Hvala. Lep pozdrav. Jaz prihajam iz podjetja Kompetenca, ki se v bistvu dejansko ukvarja s tem, kako določati, kako meriti kompetence. In sicer naš mentorski program, ki smo ga zasnovali skupaj z Marjetko, temelji predvsem na tem, da želimo podpirati nekako ostale mentorske programe, ki jih je v Sloveniji veliko in so zelo dobri. Se pravi, smo iskali nekaj, kjer lahko dopolnimo. In bistvo tega je dejansko iskanje kompetenc, razumevanje tega, kaj so kompetence, osredotočenost na to, na kaj moramo biti pozorni, ko smo mentor. Se pravi, in na sebe, in na svoje kompetence, in na kompetence mentoriranca. Zato je tule tale mentorski trikotnik. Ko mi določamo kompetence, je vedno pomembno tudi to, kakšne so zahteve delovnih mest. Se pravi, mi se izobražujemo za marsikaj, v praksi pa vidimo, da mogoče naš študij ni bil točno tisto, kar praksa zahteva. In danes, veste, v svetu se znanje izjemno hitro spreminja, zahteve so vsak dan malce drugačne, delovna mesta, za katere se danes izobražujemo, sploh še mogoče v prihodnosti ne bodo obstajala oziroma bodo nova delovna mesta. Zato je pomembno, da mentor je tisto povezovalno tkivo, ki povezuje teorijo in prakso in konkretne osebe z konkretnimi zahtevami na delovnem mestu. Zato se nam zdi ta trikotnik še toliko bolj pomemben. Se pravi, mentor mora zelo dobro poznati sebe, mentoriranca in zahteve delovnega mesta. In ko to troje združimo, takrat dobimo neko zmagovito situacijo. Zdaj pa, če gremo malce pogledati, kaj ne bi bile kompetence mentorja, in s tem se tudi ukvarjamo in nekako poskušamo ozavestiti udeležence naših usposabljanj, se pravi strokovne kompetence, ki so nedvomno ključne za to, da je nekdo mentor. Poleg tega pa vidimo seveda, da so ljudje zelo dobri strokovnjaki na svojem področju, če pa želijo znanje predajati, pa morajo imeti neke andragoško-pedagoške znanja, veščine, ampak ne samo to, morajo imeti tudi neke osebnostne lastnosti, ki so ključne za to, da sploh imajo motivacijo, sposobnosti, osebnostne lastnosti, za to, da predajajo znanje. In seveda tudi vedeti, kako oceniti, kaj ocenjevati pri mentorirancu, zato da bodo lahko pomagali kadrovskim službam, vodjem oddelkov, ali je določena oseba primerna za to delovno mesto, ali ima mogoče neke druge veščine, znanja, kompetence, talente ali pa potenciale. To je v bistvu že nekaj časa, psihologi zelo dobro vemo, da ni bistveno to, zakaj se mi izobrazimo, in celo niso bistvene naše izkušnje, ampak dejansko ujemanje osebe z delovnim mestom. V Harvard Business Review je bila leta 1980 objavljena ena zelo zanimiva raziskava, katere avtorja sta Greenberg in Greenberg,
In ona dva sta ugotovila, da niti starost, niti spol, niti izobrazba, celo izkušnje niso tako bistvene za ujemanje z delovnim mestom, kot ravno osebnostne lastnosti, motivacija in sposobnosti. In nekako v našem programu želimo ozavestiti mentorje, kaj morajo spremljati pri svojih mentorirancih, da jim pomagajo najti svoje mesto v tem svetu pa na teh delovnih mestih. In tudi vidimo, da si mladi tega pravzaprav najbolj želijo. Jaz sem tudi sama mentorica v enem krasnem programu, ki bo danes tudi predstavljen, to je Super psiholog na Filozofski fakulteti. In tam smo videli, ko sem bila jaz sama mentorica, sem videla, da moji mentoriranci, dejansko jih je najbolj zanimalo, da jim pomagam odkriti, kje so pa res dobri. Ker ko smo majhni starejši, imamo mogoče malo več izkušenj, kje je pravzaprav kakšno znanje uporabiti. In to želijo slišati od nas, ker ne vejo določenih stvari, še pač nimajo toliko izkušenj. Potem pa seveda te kompetence vključimo tudi v načrt dela. Se pravi, mora biti oseben dogovor, ne moramo imeti vnaprej postavljenega muštra, ampak je vsak dogovor, vsak mentorski odnos specifičen, tudi zahteve vsakega delovnega mesta so specifične, ne moramo narediti mentorskega načrta dela v prodaji na splošno. Sami veste, da je naprimer v enem podjetju, ki je naprimer, zavarovalniško področje, ali pa v nekem podjetju, kot je Trimo v Trebnjem, kjer gre za zelo strokovna znanja, da je prodaja zelo drugačna in so kompetence drugačne. Tako da v tem smislu poskušamo biti specifični, potem se pa določi, katere kompetence razvijati, na kakšen način jih razvijati in tudi kako jih ocenjevati. In seveda, kako podajati povratno informacijo. In tukaj spet pridemo do tega odnosa mentor-mentoriranec. Toliko. Hvala lepa.